Pozdravljeni, tu Blaž, govoril pa bom o razliki med resničnimi odnosi in pa iluzornimi odnosi. V osnovi je razlika med resničnimi in iluzornimi odnosi v tem, da so resnični odnosi odnosi, ki jih fizično ustvarjamo z ljudmi v svojem svetu. Iluzorni odnosi pa zgolj temeljijo na odnosih, ki jih ustvarjamo v svoji zavesti, v svojem umu, v svoji glavi. In sicer, kar se zelo, zelo pogosto dogaja, je to, da mi ljudje recimo vidimo nekega človeka in potem sliko tega človeka shranimo v naš um. In potem recimo, tudi ko tega človeka ni zraven nas, začnemo tej sliki v našem umu od tega človeka pridodajati oziroma dodajati razne značke zraven. Recimo, da je lep, ali pa da je grd, ali pa da je pameten, da je dober v tem pa tem, da je včasih nesramen in tako naprej in tako naprej. In potem recimo lahko še iz tega naredimo zelo tako veliko mrežo ali pa miselni vzorec, v katerem je na sredini ta slika te osebe, in kateri potem dodajamo vedno več raznoraznih definicij, ne. In podobno se naredi recimo, kadar se zaljubimo v neko osebo, ne. Recimo spoznamo neko osebo in vzamemo njeno sliko, jo shranimo v naš um in potem tej sliki v našem umu od te osebe začnemo dodajati zraven razne misli, kot so recimo: na tej osebi mi je všeč to pa to, všeč mi je, kadar se smeji, zelo ima lepe oči, in tako naprej, recimo. Zadnjič, ko smo bila skupaj, je naredila to pa to in to mi je bilo zelo všeč, zato pa zato. In potem dodajamo in dodajamo in dodajamo, in ko dodamo določeno število teh označb, tej sliki te osebe v našem umu, potem začnemo zraven proizvajati tudi čustva, recimo privlačnosti, poželenja in zaljubljenosti. In na tak način dejansko, na tak zelo poenostavljen način, se mi zaljubimo v neko osebo, recimo, ne. In kaj je stvar pri tej privlačnosti do neke osebe, je to, da nas dejansko na tej osebi privlači nekaj, za kar mi dojemamo, da tega nimamo oziroma da imamo premalo tega, ne. Recimo, če vidimo neko osebo in se nam zdi, da je zelo prijazna, ne, da je zelo nežna ta oseba, da je zelo pozorna in nas to privlači na tej osebi, ne, potem to v bistvu pomeni to, da si mi sami tega ne damo dovolj. In smo se mi sami v nas samih, v našem umu ločili od tega, ne. Se pravi, ker nismo do samega sebe dovolj pozorni, ker nismo do samega sebe dovolj nežni, potem tega enostavno nimamo, dojemamo, kot da tega nimamo, ker si tega ne dajemo, in potem, ko vidimo neko osebo, ki ima te lastnosti, potem čutimo privlačnost do te osebe, ker dejansko hočemo tudi mi doživljati to nežnost pa pozornost, recimo, od katere smo se ločili. In rešitev torej dejansko ni v tem, da potem mi si želimo biti s to osebo, zato da bi zato da bi dobili pozornost in nežnost, ampak rešitev je v tem, da dejansko mi sami postanemo pozorni in nežni do samega sebe. Ko to storimo, ne bomo več čutili potrebe po tem, da bi bili z neko osebo, zato da bi nam ta oseba to dajala, ne. In to je dejansko to, kar se zgodi recimo večinoma pri tem, ko se zaljubimo v nekega človeka, ki nam je všeč pač. In dejansko na tak način si pač mi ustvarjamo zelo veliko enih iluzornih relacij, niti ne do resničnih drugih ljudi, ampak do njihovih slik, ki si jih
ustvarimo v našem umu. In to je zelo tako smešno. In zdaj, če mi želimo dejansko ustvariti resničen odnos z neko osebo, potem moramo to ustvarjati, ta odnos ustvarjati v fizični realnosti skupaj s to osebo, tako da se z njo pogovarjamo in da z njo ustvarjamo dogovore, ki ne temeljijo na čustvih, ampak na zdravem razumu, to pravi na praktičnih rečeh. In zakaj sploh to razlagam, zakaj je to sploh problem? To, da si ustvarjamo te iluzorne relacije do drugih ljudi, je v bistvu zelo velik problem, zato ker s tem dejansko zanemarimo dejanske realne ljudi in fizičen svet, ampak se preusmerimo svojo pozornost na naš lasten in na naše lastne ideje o nekem človeku, na naše lastne ideje o tem, kaj nam nek človek, ki ga poznamo, predstavlja. In potem recimo se zgodi to, da ko se nek človek spremeni v realnosti, imamo mi še vedno to staro idejo o tem, kdo ta človek je in kaj nam pomeni, kaj nam predstavlja ta človek. In potem vidimo tega človeka in se začnemo zgražati recimo ali pa karkoli, ker se je tako spremenil in ga zdaj ne sprejemamo več, ker ni več takšen, kot je bil in hočemo, da bi bil takšen, kot smo si ga mi zamislili v našem umu. In seveda do tega ponavadi ne pride in zato pride do trenj. Recimo v družinah vidimo veliko takih stvari, ko se otroci spremenijo, ko odraščajo in potem starši tega ne sprejemajo in tako naprej. Tako da s tem povzročamo veliko trenj znotraj samega sebe in tudi do drugih ljudi, v odnosu do drugih ljudi, ker enostavno ne ustvarjamo realnih, resničnih odnosov z ljudmi, ampak vsiljujemo drugim ljudem takšne odnose, ki smo si jih mi predstavljali pred tem v našem umu. Zato je to zabloda. Takšni umski odnosi z ljudmi so dejansko umska zabloda, naše umske zablode so to, ki vedno ustvarijo več škode kot koristi, ker niso v skladu z realnostjo. Tako da to je to za ta video. Hvala, da ste gledali in poslušali. Če ima kdo kakšno svojo izkušnjo, če bi rad kaj dodal zraven, naj napiše komentar ali pa posname svoj video in bo bolj zanimivo. Ok, hvala in lep pozdrav.